hvala lepa. Ugotovili smo, da je vse biznis, predvsem je biznis COVID, a ne? Najbolj to občutijo, se pravi, otroci, zaradi nezadovoljstva staršev, zaradi pritiskov, ki jih doživljamo že več kot 2 leti. Zadeve se širijo, zdajle je v planu dnevno poročanje o žrtvah, o vojnah, o vseh teh pritiskih. Iščemo mir v sebi, iščemo sigurnost, iščemo, kako bi si življenje uredili, da bi bilo vsaj malo predvidljivo. Čeravno smo ugotovili, da ravno nemir in nepredvidene situacije prinašajo napredek. Zdaj, glede na to, da smo danes tako bogat popoldan preživeli skupaj, upam, da ste dobili vsaj kakšno idejo, kakšen nasvet, kakšen stavek zase, za svoj napredek. Predajam pa besedo predsedniku Društva za srečno življenje Belis, gospodu Miranu Pircu. In dragi Miran, te povabim, da se nam priključiš in zaključiš to naše današnje srečanje. Lepo prosim. Hvala. Bom precej kratek, par minut, ker je že dosti ura. Priklopil sem se šele ob 18. uri, tako da Jasno Julijo in Ivilijano si bom drug teden ogledal in ne morem komentirati. Medtem ko govor Viktorije Belc, no, to je pa bil nekaj posebnega, resnično, vsaj za mene, ne. Srečni vsi otroci, ki so šli preko njenih rok v posvojitev, ker takšnih žensk na takšnih položajih se pa resnično v Sloveniji zelo, zelo manjka, ne. Samo kaj, ko povsod ugotovimo, da je v ozadju pokvarjen sistem, ki dela popolnoma drugače, kot bi po naravnem pravu moralo biti, ne. In zato se v zadnjih 10 dneh tudi sprašujem eno stvar. Medtem, ko se je večina ljudi neverjetno hitro preklopila iz strahu pred smrtonosnim virusom v strah pred vojno in na hitro zamenjala tabor cepilci ali anticepilci za tabor napadene Ukrajine ali zlobnega Putina, pa v tem trenutku Svetovna zdravstvena organizacija, ki ga kot večinski posamezni donator obvladuje Bill Gates, torej zasebni kapitalski interesi, prav potiho in daleč od oči javnosti pripravlja svoj svetovni državni udar. Pridružene države bi morale v času pandemij, ki bodo sledile, ali naravnih nesreč, vključujoč tudi globalno segrevanje, ki nam ga bodo prikazali in ga že prikazujejo, vse svoje ustavne pravice preprosto prepustiti Svetovni zdravstveni organizaciji. Torej, kdor je pred meseci, tudi jaz sem bil 2-krat tam, da sem videl, kakšno je vzdušje, kdor je pred meseci pred parlamentom protestiral, a se bomo na avion usedeli pa v New York šli, ali kam protestirati, avione bojo tako v roku 10-20 let ukinili. To mislim, da tudi vemo, ne. Do leta 2050 avionov ne bo več, razen še privat avioni milijarderjev. In zdaj se pa nekaj sprašujem, torej, ali je svet nor? Ali
smo mi vsi skupaj nori, ali nas želijo nadzorovati norci v človeški preobleki, ki nimajo v sebi niti kanček povezave s stvarnikom. Samo poglejmo, kaj vse je narobe, kot bi moralo biti. Vse je obrnjeno na glavo. Zdravstveni sistem nas ne zdravi, ampak nam v bistvu uničuje zdravje. Pustimo mi druge stvari, operacije, te trete, kot kirurg odpre pa to. Tukaj mislim predvsem na COVID in njihove pogoje zdravljenja in tudi vse ostale parametre, ki nam jih z leti spreminjajo tako, da čez 20 let bo dojenček od enega meseca že bolan za 10 tablet. Očitno nas na to hočejo pripeljati. Potem naprej, odvetniki in pravniki. Pa oni nam na splošno uničujejo pravičnost, ne da bi se borili za naše pravice. Kje so tu psihiatri, ki nas nekateri res zdravijo, večina pa nam uničuje naš Kaj pa znanstveniki? O njih, ti šele uničujejo našo resnico. Zaradi njih smo tam, kjer smo v bistvu v temu neumnemu covidu, ki je trenutno na pauzi. Bo pa zato toliko bolj zanimiv kasneje. Kaj pa mediji? Mediji nam že od vedno samo lažejo in popolnoma nič drugega. Religija je pojem zase in se ukvarja z vsem drugim kot z duhovnostjo in nazadnje. Države, kjer živimo in naj nas bi ščitile in nam dajale normalno življenje. Države nas dan danes uničujejo in nam kratijo našo svobodo. Torej, srečno v prihodnosti med blazneži, norci in tudi nekaterimi normalnimi ljudmi, ki pa bodo potrebovali veliko energije za življenje v svetovni skupnosti srečnih sužnjev. Ali pač ne. Odločitev je vaša. Hvala. To je to, kar sem imel povedati. Se te ne sliši, Mihajl. Pravijo, da bi bilo dobro včasih tudi malo mikrofon vključiti, ne? Ja. Se zdaj sliši? Se sliši. Hvala lepa. Torej, povedal si bistvo, povedal si povzetek celotnega današnjega našega srečanja in stvari, ki si jih naštel, da so ravno obratno. Zapomnite si nekaj. Kadar se prodaja varnost, veste, da je v ozadju nevarnost. Kadar se prodaja mir, se zavedajte, da v ozadju prihaja velik val cunami, demir. Točno tako, kot je Miran rekel za zdravstvo. Prideš v bolnico in ti prodajo v bistvu biznis. Naredijo te bolanga, zato da si za vsako injekcijo doktor vtakne 50 evrov v žep, bo naredil vse, čeprav ne ve, kaj jo stiska v telo. On je ta zadnji v verigi, on je izvajalec, on je danes obrtnik. Zdravnik danes ni več zdravnik, ampak je navaden obrtnik, navaden biznismen. Žal mi je, da moram to reči in to odpovem odkrito, brez kančka slabe vesti. Današnji zdravniki ustvarjajo bolnike, ustvarjajo težave v tem svetu, namesto da bi bili plačani potem, koliko
zdravih ljudi imajo in koliko manj dela, so plačani potem, koliko delajo, koliko nadur in črpajo sredstva. Javna sredstva, ki bi morale biti za naše otroke, za šolo in za ljudi, ki so si zaslužili po svojem dolgoletnem delu počitek in človeka vredno življenje. Vse je narobe. Zakaj je temu tako, zakaj do te zmešnjave pride, bo pokazal čas. Pokazal bo tudi, kaj počnemo. Pokazal bo tudi, ali se društvo odloča pravilno, ali se skupine, ki se trudijo ravno tako na nivojih, ki jih pač sledimo na dnevni bazi, ali delajo prav, ali se pravilno povezujemo, ali se sploh ne povezujemo. Skratka, vse to bo pokazal čas. Dajmo čas tudi še do naslednje sobote, ko se spet vidimo v 54. srečanju Društva Belis, ko bo tudi zanimivo. Do takrat vas jaz lepo pozdravljam. Zdaj pa še enkrat, Miran, če nas vse pozdraviš in zaključiš ta večer, lepo prosim. Ja, vesel sem, da smo se spet tako srečali. Miran, Ja. preden zaključiš, bi tle še eno besedo. Imamo članico, ki bi rada še nekaj povedala, potem pa prosim. Lepo pozdravljeni vsi člani, članice, spoštovani. Sem Nina Gertner, hvaležna članica Društva Belis, ki zagovarja naravne zakone. Sem izjemno, kako naj rečem, močno, čustveno ganjena, hvala lepa, oziroma boleča, žalostna, zaskrbljena, revoltirana, vse mogoče bi lahko povedala. Zelo se strinjam z vsako besedo, ki smo jo zdaj ravnokar slišali od našega predsednika. Vse, kar sem slišala danes, ta večer tukaj, je izjemno za mene. Namreč tukaj imam občutek, da smo danes bili zbrani ljudje, človek, še en človek, še en človek. Vsi mi verjamem, da ravnamo iz nagiba človeških potreb, hrepenenj, bojev, ne vem, česa vsega ne. Povedala bom, dodam mojo izjemno hvaležnost vsem govornikom danes. Še nore stvari so se danes meni zgodile, ki sodijo v kontekst usode ali kontekst višjega reda, višje moči, Boga, Jezusa, kakorkoli te višje sile imenujemo. Jaz zelo zaupam v te višje sile. Namreč sem mama, posvojiteljica. Največje dragocenost in dar mojega življenja je moja hči. Moje vse življenje se sama borim, bojujem, zoperstavljam celemu sistemu, socialnim službam, posameznim ljudem za pravice moje posvojene hčere. Jaz se oproščam, če me slabo vidite, ker nisem vajena takega govorjenja, govorim zelo globoko iz sebe. Želim povedati mojo izjemno hvaležnost gospe Bevc. Ne vem, kakšna usoda je pripeljala njo in mene v Društvo Belis za srečno življenje in za naravne zakone. Gospa Bevc je bila takrat, pred 30 leti, ko se je ta nesrečna naša država rodila, je bila v tem sistemu posvojitev, kjer sem tudi jaz s mojim bivšim možem, ki sva posvojila najino hči. Če smem, če mi Mihael in Iviljana dovolita. Mihael in Iviljana sta moja draga starša iz njuna otroka in moja hči so bili najboljši, dobri prijatelji. Njuna otroka so proslavljali naše rojstne dneve z nami skupaj. Govornica Jasna je moja nekdanja sodelavka. Kako je to noro?
A si predstavite, dobri moji ljudje, kako je vse to mogoče? In jaz se sprašujem, kakšne sile, kakšne moči so mene pripeljale v to društvo. Nekje, na poti. In naj vam povem, samo še stavek, vem, da nam je vsem čas noro kratek, ampak samo eno sekvenco boja mene, posvojiteljske matere, za pravice moje hčere. Šla sem do vrha, šla sem do varuhov človekovih pravic. Sprožila sem postopek zoper paternalizem tega sistema, te družbe, srhljivo. Jaz vam tega ne znam povedati, koliko trpljenja. Sodelovala sem v prvem projektu, ki je v Sloveniji bil narejen, sklican po toliko trpljenja, tolikih neskončnih otrok, kolon otrok, za vzpostavljanje zagovornika otroka. Zakaj? Otrok je dar, največji dar tega sveta, največji dar mojega življenja, največji dar nas vseh, v to sem prepričana. A kdo? Kdo je, prosim, kdo je ta, kdo je ustvaril ta sistem? Kdo je ta, kdo izvaja ta teror zadnje 2 leti, zadnjih 20 let, zadnjih 200 let, v vseh sistemih, v vseh državah, v vseh vojnah? Kdo je to? Ljudje, dragi, to smo mi. Ne morem vam zdaj povedati, koliko bolečin, koliko zanikanj, koliko krutih bojev sem preživela, da vam ne omenjam odvetništva, sodstva slovenskega, ki ga dobro poznam, v sleherno celico, od največjega vrha gor do najnižjega dol. Vsi so počeli vse, le pravice moje hčeri niso varovali. Nihče, verjamite mi, tako strašno je to. A nihče me tudi vprašal ni, bojevala sem se popolnoma sama. Mene nihče ni vprašal ničesa, pa sem ena izmed mater, ki sem moji dojenčici, za te uhane se je ujela. Takrat, ko je bila 4 mesece stara, od prvega trenutka sem ji skozi pravljice pripovedovala, kdo je ona, kdo sem jaz, kdo je njen oče, njen posvojiteljski oče. Biološkega ne bomo nikoli spoznali. Varujem kontakte do biološke mame, ampak moja hči je ta, ki ima pravico in ki puščam vso svobodo, da se ona odloči, kdaj bo ona vstopila v te druge odnose, v iskanje sebe, svoje identitete, svoje korenine, tega drevesa, teh korenin. In veste, srce me boli kot človeka, ko vidim, koliko besed zgubljamo in kaj vse počnemo, le da nismo enotni, le da ne podpiramo drugega. In to počnemo tudi mi, ljudje, mali ljudje, tukaj dol, to počnemo mi. In mi smo ti, zakaj lahko obstajajo sistemi, kakršni so. Sama sem trdnega prepričanja. In zagovarjam to, zagovarjam vse kulture, vse jezike, vse nacije, vse vere, vse bogove, spoštujem vse to, vsako mater, vsakega očeta, rojenega, nerojenega, biološkega, nebiološkega, spoštujem človeka. In če bi se mi poenoteni, dvignili 2 leti nazaj, mislim, da tega trpljenja zdaj ne bi trpeli. Problem je v meni. Jaz skušam hoditi k sebi in sem izjemno, neskončno hvaležna društvu za srečno življenje Belis, ki poskuša nam, vsakemu izmed nas, dati možnost, tako kot je meni bila dana zdaj, da povem iz srca, iz moje duše, kaj je to, kaj jaz iščem, kdo sem jaz, kdo je moj otrok. Moja Hana ni moje lastništvo, nikoli ni bila. Moja Hana je človek, predvsem človek, čudežen človek, ki ga spoštujem več kot Boga samega. Mislim, zmanjkuje mi besed in mi je strašno gledati vsa ta trpljenja. In od mnogih ljudi, ki jih poznam, mi govorijo, naj se zberem, naj utihnem, naj se ne bojujem, naj ne vem kaj. Ne morem, da se ne morem biti nema priča. Jaz moram stati pred svojo hčero z
odprtimi očmi, z odprto glavo, jaz moram znati in zmoči gledati v oči mojemu lastnemu otroku. Nisem bila tiho, nisem bila nema, nisem lagala, nisem varala, pošteno sem živela in delala, najbolje kot sem le znala in zmogla v tem ponorelem sistemu, v tem ponorelem trenutku. In predsednik naš ima prav, strinjam se z njim, sami norci. Sama sem kdaj morda nora in sami norci so okoli mene. Kako bom preživela in kako bom šla naprej, iskreno vam priznam, tukaj ne vem, resnično ne vem. Bom pa sledila ljubezni, brezpogojni ljubezni, če jo bom zmogla in koliko jo bom zmogla. Jaz sem neskončno hvaležna. Hvala. Mihael, hvala. Hvala. Hvala vsem. Izvoli, Miran. A lahko še jaz nekaj mogoče? Ja, Nekaj lahko. prebrala. Izvoli, izvoli. Tako pa Izvoli, stopi bližje mikrofonu, tlele. ja. Kam je šel tvoj nasmeh? Vdih, izdih. Pomisli, na kaj si lahko hvaležen, kaj se ti zdi tako po sebi samoumevno, pa ni. Odpadki, narava joka, a jo slišiš, obleka, morda si pomislil, da bi jo zmenjal, da bi kupil staro obleko, da bi iz kavbojk sešil torbo. Vdih, izdih. Kako sem lahko boljši človek? Kako lahko sodelujem z nekom, ki nima iste resnice kot je moja, a ostanem svoj? Vdih, izdih. Razmisli in deluj, ne pozabi, skupaj zmoremo. Hvala. Hvala, hvala ti za te besede. Bi še kdo morda kaj povedal? Je še kdo na Zoomu, ki bi mogoče kaj dodal, povedal? Kuku, je kakšna rokca gor? Ok, Miran, prišel je čas. Ja. Danes nas je Viktorija zapeljala v malo nove vode, otroške vode, bi rekel. In otroške vode so najbolj, tu smo mi kot ljudje najbolj občutljivi. In znamo tudi braniti. In leta 2020 v oktobru se je rodil Filip. To je moj vnuk. In njega že v nosečnosti in potem pri porodu in naprej je precej vodila ženska z imenom Alenka, ki se profesionalno s tem bavi. Ni zaposlena v zdravstvu. Ker ne more biti tam zaposlena, ker zdravstvo je pokvarjeno. Tudi dobri ljudje so tam, to ni res. Jaz nikoli ne pravim, da je vedno vse slabo povsod. In ker smo danes zaplavali v te vode, vam zagotavljam, da bom jaz to žensko kmalu pripeljal na Belis. Takrat bomo par dni prej to objavili in prosim, da bo čim več ogledov in da boste pripeljali mlajše, da bojo vam tudi to gledali, ker človek ne more verjeti, kaj so nam sposoben delati in kako mi narobe reagiramo. To je katastrofa od življenja. Otroka uničujejo, preden se rodi. Preden se rodi. Filip je bil rojen leta 20. oktobra. Danes on normalno je. Zraven, če je v formi, tudi lahko na vsako uro ali bolj pogosto se priklaplja na dojke. Pa ne bi v tem zdaj govoril, a je to dobro ali ni. Ma to je super dober. Jaz sem par dni nazaj z Alenko govoril, kaj je to. Ma, ko ona to pove otroku, jaz bom zdaj na pamet govoril, se te stvari mene ne tičejo in se točno ne zapomnim. Je rekla recimo, od 14. do 25. meseca se otroku živci izoblikujejo. Potrebuje maščobo.
In on skozi materino mleko in zanimiv, kaj je on. On, ko vidi maslo na pultu gor ali karkoli drugega, solato narediš s pravim oliven oljem in to. Na koncu jo popije, brez da ga je kdo silil to. Kako je otrok pristno rojen, pristno naprej gor rase, to je čudež, kaj se dogaja. In zato, še enkrat, jaz bom to žensko pripeljal, ko bo to na Telegramu objavljen in vse to bo Mihael vse lepo naredil in verjemite mi, ne bo vam žal, pripeljite mlajše še zraven, ker to bo 1 ura, nam rekel kaj, superce. Ok, hvala.